najbolj prijazen mucek na celem svetu, ne? Evo, jaz sem že na letališču na Dunaju. Tole bom pa najbolj pogrešal na potovanju. Lejte, to lepotico. Lejte, kaj je lepa. Lepotička. Kaj si ti lepa? Kaj si ti ena huda lepotica? Si, Nede? Ti si najbolj prijazen mucek na celem svetu, ne? Ja, crkli. Evo, pa sem dočakal. Čez 7 ur odhajam na Tajsko, kjer bo fantastično. Čakajo nas čudoviti videi. Tu bom posnel take videe, boste videli zanimive. Tako da, če še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroči. Je popolnoma brezplačno, samo klikneš gumb, naročite se, pa potem še zvonček. Tako da ne zamudiš kakšnega mojega videa iz Tajske. Se bom potrudil, da bojo ultra zanimivi videi. Boste videli, da bojo, obljubim. Tako da ja, ob 4 zjutraj krenem proti Zagrebu na letališče, malo čez 8 imam let na Dunaj, to traja 50 minut, potem pa na Dunaju čakam kar ene 8 ur in potem pa direkt do Bangkoka, glavnega mesta Tajske. Teh 8 ur, ki čakam na Dunaju, me nič veliko ne sekira. Tale video, ki ga ravno kar zgledaš, če ga gledaš, sem ga zmontiral na Dunaju, pa gor dal. Zdaj pa, ko tole gledaš, sem najbrž pa glih nekje tam, nad Indijo po mojem. Tako da, ja, komaj čakam. No, drugače pa, zlagal bi se, če bi rekel, da mi je čisto enostavno iti od doma. Grem namreč skoraj za 1 mesec. In veste, imam le stvari tle doma, ki jih imam rad. Rečemo, nečake bom pogrešal, sem se šel posloviti od njih. Pa mi je bilo kar malo težko, moram priznati. Pol moji čudoviti mucki, jih bom pogrešal. Mamo bom pogrešal, mama bo mene pogrešala. Tako da čisto enostavno ni jeti, to ta zadnji dan je najhujš, ne, saj polk bom tam, bo čisto okej, ne. Pa danes, ko so te vibri, pa se pokličeš, kadar češ, pa to, ne, saj danes je to čisto enostavno. Včasih je bilo to mnogo težje, tako da vsa čast tistim, ki so potovali pred 30. pa 50. letem, tako da, ne, poglejte si na mojem kanalu, imam intervju z Zvonetom Šerugatom in tam dosti pove, kako se je včasih potovalo, ker ni bilo bookinga, ni bilo Googlovega zemljevida, ni bilo interneta, ni bilo digitalnih fotoaparatov, ni bilo telefona, tako da ful dober intervju, bom dal link v opisu tega videa, pa kliknite, pa si poglejte. Drugače pa ne boste verjeli. Veste, da imam stvari že na 95% spokane. Živčen sem bil mal, če ne bom imel preveč stvari. Namreč prtljage imam lahko 46 kil, ampak fora je 2x23. 2 kovčka ne bom jemal, fino mi je bilo, da bi bil en saj 25 kil ali pa 30 še bolj. Ampak 2x23 to pomeni, da ne smeš imeti 25 kil v eno. Ampak zdaj, ko sem to zvagal, še na 20 kilah nisem. Tako da bom čisto komočil do teh 20 kil, ne 20-23. Drugače verjetno vas tudi zanima, koliko sem dal za letalsko karto. Lejte, mislim, da 545 nekaj tazga je bilo. Poceni, povratna seveda. Tako da, dejano, spokal sem, tako da sem skoraj pripravljen. Nekaj moram še ene backupe narediti domov, ko pridem, zdaj grem domov.
spal bom 2-3 urce, ne bom več. Pa še tu zadnji dan nikoli ne spim, ker sem malo živčen, gruntaš, če nisi kaj pozabil, pa take zadeve in ne spim, nikoli ne spim. No, sem se pa tule veliko boljš zorganiziral, kakor sem se morda spomnite, ker sem šel pred 2 letoma, glih en takle cajt je bilo v Egipt. Ob 11. zvečer sem mogel jeti z avtom do Beograda, ob 6. popoldne sem pa še frezal. So me še frezat naterali. Tista je bila res nora. Drugače, zdaj zadnje dni sem se tudi ful ukvarjal, kaj vzeti za snemanje s seboj. Od enega podjetja, ki sem mu zelo hvaležen, Fujifilm je to, zastopnik za Fujifilm, so mi posodili en ful dober fotoaparat, ki sem rekel, da moram začeti snemati s fotoaparatom, ampak sem ugotovil, da brez tistega stabilizatorja ne bo šlo. Nimajo te fotoaparati toliko dobre stabilizacije, kot je GoPro. Sam je pa drugače slika veliko boljša. Ampak gledajte, jaz stabilizatorjem nisem še navajen snemati in ne bom se tudi zdaj na tajski učil, naučiti se moram doma, tako da bom kar snemal z GoProjem. Pa lejte, še tole zadevco sem si kupil, to je podobna zadeva kot GoPro, Osmo Action 3, cenejši od GoProja 100 evrov in lejte v kompletu, ki sem dal 460 evrov. Lejte, to je polnilec za baterije, nisem še niti odprl, pa ne bom zdaj odpiral. V glavnem 3 baterije dobiš zraven. Evo kamerca, lejte. Mal je manjša kot GoPro, tu si pravijo, super je manjša, samo jaz bi raj večja, mene nič ne moti, če je majhna. V glavnem sem rekel, da tudi tu sprobam enkrat. Tle so pol še tisto hišje, pa celo tudi še stojalček, ki ga mislim, da pri GoProju ga ni zraven. Tako da je tole 100 evrov cenejši kot GoPro, 11, pa še dobiš 2 dodatne baterije, tale stojalo, tako da sem zadovoljen. Ampak gledajte, se to nima veze, ali je 50 evrov cenejši, dražji, veze ima, kakšne slike bo slikalo. Jaz mislim, da bo dober, tole se bom jaz iz temle obadal, jutri na letališču na Dunaju bom majčkeno zadevo testiral. Zdaj skrbi me to, ker na slabi svetlobi ne snema dober. Je pa zdaj, ko bom v Bangkoku, veste, koliko zanimivih stvari bo v Bangkoku zvečer. Tudi šel bom tam pravijo, da se ženske kar na ulici ponujajo, tipa tako naprej. Veliko ljudi prav, da grem jaz zaradi tega, da grem ženski iskat. Ne grem, ljudje, ne grem. Pa veste, zakaj ne grem? Bom po prvič povedal. Zato, ker se bojim kakšnih zapletov. Sicer tam na ulici, da bi ste eno dobu, ki jo lahko vsak, se jaz ne bi šel, ne. Mogoče pa kje drugje, ne, tako, spoznaš kakšno, pa se kje zapleteš. Ampak se ne bom, ker se bojim zapletov. Gledajte, kaj veš, kaj sem to že stokrat govoril, gledajte, jaz grem na potovanje in se tega potovanja tako zelo veselim. In če nekaj z eno žensko mu bi jaz, ker mene bi kar en paničen strah zagrabil in največ kar avionsko karto kupil, pa domov šel takoj. Na nov kupu, ker seveda ne bi veljala več, ne. Boste rekli naklada, ampak ni res, tako je, lejte, po pravici povem. No, najprej bom 3 dni v Bangkoku, imam en hotelček, fini, 19 evrov sem plačal, ga boste videli, ko pridem, posnamem seveda vse, ne. No, potem pa za naprej pa še nimam plana. To bom zdaj malo na letališču naredil, na Dunaju, ko čakam, bom malo naštudiral, malo bom tam kje vprašal, v glavnem imam zdaj cajt, par dni, da si naredim za naprej plan.
Okvirno bom šel najprej na sever, do Čang Maja, pa verjetno z avionom čist na jug, pa bom videl, lejte, ne vem, nič v glavnem, lejte, imam pa 27 dni, tako da to je kar velik časa in bom ogromno videl. In v mojih videoposnetkih boste videli vse živo. Lejte, od severa, ki je čist drugačen, pa je ful templov, pa teh zadev, pa sloni, pa mali hribovito tudi je, pa zlati trikotnik. Ful super bo jug, otoki, sanske plaže. Noro bo, vam povem, jaz se to tako veselim, da vam ne morem povedati. Tako da res, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, naročite se, lejte, nič vas ne košta, samo gumbek naročite se pa zvonček, tako da ne zamudite kakšnega mojega videa. Jaz se, kakor vidite, upam, da to vidite, lejte, veste, koliko se jaz trudim s tem videi, koliko cajta vložimo to. Res je, da to delam z veseljem. Ampak, lejte, mi ful me podprete, če se tu naročite na ta moj kanal. Res, ful me podprete, tako da bom ful vesel, hvaležen, še bolj zagret za videe delati. No, lejte, to je bilo to, kar sem vam vzel povedati. Glejte seveda naprej, bom še par stvari pokazal, letališče Zagreb, Dunaj, pa kako pridenke, ne, na Dunaju se bo končal ta prvi video, pol naslednji bo pa iz Bangkoka in bo top, Bangkoku, ne, pa una ulična hrana, tega se ful veselim. Se to je čist drugač, tu stopiš na ulico in je vse zanimivo, saj jaz sem tak človek, da mi je vse zanimivo in ne vem, me čakam. Tako se najbolj v Bangkoku veselim. Ena zapuščena stolpnica je, ki je propala tam v, ne vem, nekih 80 letih, jo niso zgradili. To je visoka, ne vem, morda 200 metrov, zapuščena, nedokončana. Kao je zaprto, ampak se nekako da noter prideti. Jaz, če bo treba, bom preskočil nekaj, da bom prišel, ker to me ful zanima. In pol fenomenalen razgled, dol sem avto slike gledal, boste videli, vse tu bom posnel. Vse boste videli, fantazija bo. Fantazija, tako da glejte, pa če še niste, če me ne sledite na Instagramu, me zasledite, najdete me po Tomaž Gorec, tam bom pa lepe slike objavljal. Sem si dal cilj, na Instagramu moram vsak dan vsaj 2 lepe slike objaviti, pa seveda storije bom objavljal. Skozi čez dan bom storije objavljal, tako da na Instagramu boste skoraj v živo spremljali, kaj se mi dogaja. Ker tam seveda bom njihovo SIM kartico kupil, sem že gledal, tu je čist pocen, ne vem, 20 giga interneta, plačaš, ne vem, 4-5 evrov rečemo, ne, 20 giga, to je kar nekaj, 5 evrov, dober je, ne, in to bom skozi storije objavil, tako na Instagramu, me pejte slediti, tako da bo, fantazija bo, res, jaz se ful veselim. Drugače pa, lejte, tele merelke, ne, grejo z mano, ne bojo več tle, jih moram vzeti, jih nisem obuval, ker so tako lepe. Zdaj bom pa vzel na Tajsko, v tem bom šel. Noter, to vam moram povedati, ker sem šel nazadnje na tak daljše potovanje, sem šel v Indonezijo. Garantiram vam, da nobeden ne ugane, koliko kil sem jaz imel s seboj robe. Ne boste uganili. En mi je rekel, če sem fitness s seboj vzel, pa sem ga res skoraj 42 kil. In zdaj sem rekel, to moram zreducirati. Tu, če se bom tam notranje letemu, je tistih 20 kil omejitev, vsako kilo pa plačaš kar drago. In sem rekel, ne, seboj sem vzel sam dvojne papuče, pa v teh merelkah bom pa šel. Glejte, te merelke so dobre in za kakšne hribe, in za večer, kje, če hočeš biti obut, dobre,
dobre so, če bom šel kaj teč, tu bom šel, ker če tečeš, lahko ful stvari vidiš. Vejte, Marelke. Marelke tudi nekje ful je mivke plaže. Mivka tu ful uničuje čevlje. In če sem v supergah, jih predsunič. Zdaj pa te Marelke, lejte, ki so malo bolj močne in to je super, tako da žal jih ne bo več tle. Se pa drugače tudi selem v nov studio, tako da prav iz tlele je tole zadnji video, si bom tamle v sosednjem placu naredil nov studio, bomo probali še malo lepše narediti, pa tako naprej, tako da bom snemal te intervjuje, ki jih snemam, so se ful dobro prijeli, tako da to imam še ful zanimive goste v planu, tako da to si tudi lahko malo pogledate nazaj, malo pokomentirajte, bom vesel, če boste mnenje povedali. Tako da to je to za danes, naslednjič se pa javim iz Bangkoka, glavnega mesta Tajske. Boste videli, kako bom nasmejan. Ajde, mejte se. Do Dunaja se bomo pelali s tele majhnim aviončkom Bombardier Q400 na propelerje, kakor vidite. Evo, jaz sem že na letališču na Dunaju. Tle bom sicer čakal dobrih 8 urc. Eno urco sem že tle, malo za računalnikom, malo delam. In čas mineva. Tako da tole je moje zadnje javljanje iz Evrope. Naslednji video bo že iz Tajske, iz Bangkoka, tako da poglejte si ga. Pa še enkrat, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, zato da slučajno ne zamudite kakšnega videa z mojega potovanja po Tajskem. Drugače pa lejte, mama mi je dala krofe s seboj, mi je dala 2, pa sem enega že pojedel, tako da mama kot mama zmeraj poskrbi za mene, tako da nič, bom rekel lep pozdrav iz Dunaja, se vidimo iz Bangkoka.